Vna zima, mraz pa sneg, kmet ma cajta prek no prek, šurc na klin pa črevle v pot, drva v peč pa fajn komod. V miri štije kmečki glas, s prstom roble v širki nos, spiskra sladko Jurko Cuca, pa na sveti nič ne ljuca. Te pa vidi, kak na kruhi se onega ta dve muhi. Idi luzek 300 vrogi, ka boš gleda cojne snogi. Zrola človek kmečki glas, švajzne prek pognusih los. Pa je mušjak čreva pusta, glih predsednik ima usta. Muha pa še častni krog, trajsa s polovico nog. Ljubi dane, ti si zmaj, prišlo mi je kamo v kraj. Dober dan, drage dijakinje, pa dragi dijaki, pa vsi, ki to gledite. Jaz sem Tadej Vesenjak, sedim nažalost, v totem cajti zdaj prazni gimnaziji Franca Miklošiča sred Lotmerka. Sem v bundi, zaradi tega, ker se ne kuri, zaradi tega, ker se malo prešpara, pa malo zaradi tega, ker kaj boš te zdaj prazne stene, nekaj grejo, nekaj ljudi, nekaj dece, nekaj znanja, kaj bi se tu širilo notri. Bom pa imel, evo, imam kontrolko, pisni test, so mi vaši profesori napisali na par vprašanj, bom jaz probal na teh par vprašanj po nekih svojih najboljših močeh odgovoriti, tako da je to malo za hec, pa malo za resen. Motivi za pesmi, moji motivi za pesmi so dejansko, lahko rečem, vsakdanjega življenja. Obrneš se samo na desno, pa vidiš neko situacijo, pa se obrneš na levo, pa vidiš nekšen dogodek ali pa neki motiv, pa ga ponucaš za pesem. Naj bo to ljubezenski, naj bo to družbeno kritični, naj bo to, rečemo, uporniški, ali pa motiv malo, ko zdigneš moralo, da zdigneš duha, ko si malo ciničen, lahko malo zdigneš tako, zdaj sem že teko pameten, nisem pameten, teko sem star, ker si rečem, ker sem že teko pameten, da lahko malo zdignem, pa rečem, tak bi bilo morda boljše, ali pa jaz bi to tak naredil, ali pa jaz bom to tak naredil, te pa kjer če, lahko tudi mogoče tak naredi, ali pa dobi nekšno motivacijo ali pa zgled za svoje razmišljanje. Je pa tudi dosti pesmi, ki jih od, nažalost, že pokojnega prijatelja Marka Kočara, velikega prleškega pesnika,
ponucan. To je pač delno zaradi tega, ker vidiš, kaj je enostavno Marko to tako napisal, da rečeš, to bi jaz točno tako, rečeš op, ne. In ko vidiš tak en krasen, lepi tekst, si ne moreš pomagati, ko ga ne bi v muziko pretočil, da bi to še zapelo, da bi to še več ljudi čulo pa zvedlo za toto besedilo. Evo, teko o motivih. Imam drugo vprašanje, kako bi opisal Prleke. Pa rečemo zdaj, evo, sedimo v gimnaziji Franca Miklošiča, ki lahko rečem, da je en največjih Slovencev, Prlek pa verjetno največji. Po eni od teorij slovenski narod niti ne bi obstajal, če ne bi bilo Frana Miklošiča, ki je takrat iz Dunaja kot avtoriteta zdigna prst pa je rekel, poenotite jezik, ne vleči vsaki na svojo stran, ker če ne boste poenotili jezika, ne bomo imeli naroda. In mogoče to Fejs tudi opisal, ali pa, ja, opiše nas Prleke, da kot kmečki narod, kot ljudstvo, zemlje, imamo eno miselnost v sebi, ki je, rečemo temu, zdrava kmečka pamet, ne. Da vemo neke egoistične ali pa neke stvari, ki mogoče tisti cajt ne bi bile najbolj pametne, dati malo v kraj pa se odločiti za to, kaj je bolj pomembno. Rečeš, da si pronicljiv, ali pa tako rečejo Rimljani, so rekli Rimljani, con grano salis, z zrnom soli, razmisliti pa iz malega, kaj imaš, potegniti ideje več. Tako so se ljudje nekdaj, ki je bila velika revščina, veliko pomanjkanje nekih dobrin, pa česarkoli, tudi orodja, so se mogli znajti in to je mogoče eno ostalo, kaj se znajdemo, pa probamo iz čim manj narediti čim več, pa da bi tisto čim več bilo trdno, pa da bi bilo tisto koristno, pa da bi bilo to nekaj ostalo za nami. Zato bom, evo, imam tretjo nalogo, prleška beseda, neka najljubša prleška beseda. Tako sem razmišljal, kjera bi to bila, pa se mi zdi ena najboljših besed, ki jo imamo v Prleki, je zonegati. Bomo nekako zonegali, kaj zdaj onegaš, to je v bistvu vse. To je beseda, ki pomeni vse, pomeni tudi, bi se razložil to, ko nekako bomo zrihtali nekaj problema, bomo v glave vteknuli, kakšni špricar spili, te pa bomo zonegali nekako. Tako onegamo od tega, kdo se nekaj dela, kdo se nekaj štonira, kdo se nekaj, da se deca dela tudi magari, evo, vse heca, malo, evo, nekaj bomo zonegali, ne, tako je dobra beseda, moja draga, ki je bolj mestna, dostikrat, ker jaz to besedo dostikrat ponucam, pa kako zdaj to misliš, ne, ja tako, bomo rešili, ne, bomo rešili to, bomo nekako bo zonegali, pa bo žila, kaj ne vredi. Evo, tako je eno od totih meni ljubih prleških besed, na katero me dostikrat nešče opozori, meni je samo umevna, pa meni je tudi vem, kaj mislim s tem, nešče poleg mene, pa je malo zgubljeni, oziroma zmedeni je malo, ne, ampak na koncu vidi, zakaj se gre, no. Evo, kako v Mariboru gledajo na Prleke, ali ne samo v Mariboru, rečemo, da po celem svetu. Jaz rečem, da če nas ne bi bilo
prlekov teko naokoli po celem svetu živelo, bi toti svet bil malo bolj dolgocajten ali pa bolj suhoparen ali pa ne tak zanimiv. Seveda vsi vemo, da je, ne vem, še pred drugo svetovno vojno je bila nataliteta velika, zemlje je bilo malo, dela je ne bilo, jestvine posledično je bilo tudi malo in tako je prišla možnost seveda kolektivizacije in industrializacije in urbanizacije, so se naši predniki, dosti naših prednikov odločilo ali pa so bili primorani, da grejo s trebuhom za kruhom. Pa je to bil, rečemo, in Murska Sobota, najbližje mogoče Ptuj, Maribor, Ljubljana, pa še dalje. Jaz lahko rečem po celi Sloveniji, praktično take večje mesti, pa kraj sem špila in tam sem našel, naletel na Prleka, z različnimi zgodbami, ali so šli, tako se reka, zaradi službe, ali so šli zaradi ljubezni, so prišli pa ostali, pa se ne dajo se, pa tudi ljudje tam dosikrat reče, to ti je Prlek, to ti je super, on je iskren, iskriv, kako bi rekel, jak šajt, ne so kar tak Prleki, lahko rečem, da imam dobre izkušnje, tudi kaj se mene tiče na splošno, sem naletel na ljudi, ki so se malo hteli včasih nekaj norca delati s Prlekov, ampak to smo si Prleki malo sami krivi, ker smo se šli, ne vem, Matjašek je Gujdeka klopa, kak ti vemo mi nekaj se napiti, pa se nekaj samo hecati, pa spali malo nekši džokeri, in to je ne bilo najbolj pametno, kako bi rekel, kot neka zunanja podoba, kar je meni tudi bil en takšni namen, ko sem jaz začel delati muziko, pa ko sem se odločil, da bom delal v prleščini, da mi je en namen tudi, da Prlekijo in Prleke in prleški jezik, prleščino prikažem tudi v eni drugi luči, da vemo tudi kaj pametnega povedati, da vemo tudi biti in žalostni, in resni, in napredni, in karkoli že, da ni samo pač Deresenja smali bija, pa Matjašek je Gujdeka kla, pa Šipon. Da to je ni, da je Prlekije dosti več. No, pa na konci še imam nalogo ali pa par stavkov o Marki Kočarju. Vsaki, ki je Marka pozna ali pa je niti ne osebno mogoče, ampak je mogoče prebral nekaj od njega ali pa čuje nekaj od njega, ve, da je to, kaj dela Marko Kočar, ne more vsaki tega delati in tega tudi ne ve vsaki delati. In to je glih tako, da ne vem, ali Fara zgubi dobrega župnika, ali občina zgubi dobrega župana, ali zgubi, ne vem, kmetija dobrega gospodara. Tako je Prlekija zgubila velikega Prleka. Človeka, ki je prleščino vedel tako dobro zapisati, tako dobro ponuditi, da je šla tota beseda in ob enem glasu Prlekiji in nekšna, kako bi rekel, pravo besedo iščem, leitmotiv, recimo, prleški leitmotiv je šel lepo v svet. Malo skozi hec, skozi ironijo, ali pa tudi čist resno o temah, ki jih dostikrat sami niti ne opazimo, o dogodkih, ki jih ne opazimo, o čustvih, ki se jih tudi sramujemo ali pa jih tiščimo nekam v kraj, o življenju na splošno. To je vedel Marko in
zapisati in ne samo zapisati, tudi odlično povedati. On je bil en redkih pesnikov, ki so vedeli svoje pesmi interpretirati tako dobro, kak jih nišče drugi mogoče ne ve več interpretirati. In če kdorkoli je imel to možnost, je začutil nekaj posebnega, nekaj velikega, nekaj lepega. Tako bi rekel samo, da kdo ima le možnost, naj Marka Kočera dale ohrani blizu sebe, pa še razširi njegov lik in delo še med druge. In zdaj, če sem o Marki, pa o njegovim liki in deli, lahko rečem, da Marko Čiglih je prehitro odišel od nas, je vseeno za sobom pusta. Lahko rečem, da je svojo čašo nesmrtnosti kar lepo napolnil. To je njegovo delo, njegove besede, njegove pesmi, ki bodo ostale in naj bo to vsem nam en takšen napotek za življenje, da svojih talentov ne mečemo v kraj, še posebej v takih cajtih se zaveš, ko neke stvari ne moreš delati, ki bi jih lahko prej delal, pa jih zdaj ne moreš delati, ne smeš delati. Da takrat, ko je prišel boljši cajt, da ne bomo svojega cajta v kraj metali, da ne bomo svojih talentov metali v kraj, ampak da bomo puno živeli na en takšni način, da bomo srečni, veseli, zadovoljni, ustvarjalni, obenem pa bojo ljudje poleg nas, da ne bojo prikrajšani, da bojo tudi zaradi nas veseli in srečni. To ne bo en takšni smoter življenja, da ko je pač prišla ura, ko je treba reči adijo, da ne bomo rekli, joj, to pa to še sem pozaba, pa to še sem mislila. Zdaj treba delati stvari, ki jih lahko delaš, zdaj treba delati stvari, ki jih z veseljem delaš, da boš srečen. Srečen, ne boš našel v trgovini notri, pa s kartico je plača. Nikoli. Srečo najdeš v sebi, srečo najdeš v deli, ker delo je v bistvu sreča in delaš rad, enostavno, da si veseli. Tukaj sem doma, so druge na vodu, tukaj sem doma, se način živi. Nega obražuj, zdive na grodu, sem na Brešvica se sigdi kadu. Tukaj sem doma, se kople pa orje, oknom gvarole z obrestmi nazaj. Vino je svet, temno je olje, sedmi se k mizi, pa vzemi si kaj. Tikvino olje na pirokor vlej, tikvino olje direktno iz flaše, poj pa miš, pa z lištom pojej, tikvino olje po vsodi gor paše. Tukaj sem doma, boš najša človeka, lačen pa žeden, namreš odnos. Še boš rad prišel, pa drugim povedal, ki sta na kupi tak pasek, kak špas. Tukaj sem doma, se smejik, da se dela, lepih pa kunštnih ljudi ne hvali. Glava je zdrava, pesen vesel, najbolj od vsega pa jesti diši. Tikvino olje na vsakšo šelot, tikvino olje na vsakšo meso, tikvino olje za zdravo prostato, tikvino olje za lepšo telo.
da bom stori zveriženi grob, da k sebi zazova me Bog, da se eden na župnika sputa, kada se zglosa še z oljon okrog. Župnik ne krila, drugi molil, jaz pa bom z neba se zajdih besed. S tikvenim oljom me butl mazil, kabor pridiša na drugi bon svet. Tikvino olje na krop gorle, tikvino olje direktno iz flaše,